Mene v bistvu najbolj moti to, da ni te bolniške, ne? Pa potem ljudje radi rečejo, pa saj imate bolniško, ne? Po 30 delovnih dneh, to je 6 tednov. Jaz bi tu izpostavil en zelo dober mehanizem, je predvsem ta, kjer država pomaga pri kritju prispevkov, kadar se mlada oseba prvič zaposli. To se mi zdi en tak zelo dober ukrep. Recimo socialna varnost v tujini je bila zame bolj tako primerna, oziroma bolj sem se počutil socialno varnega. Najemnine, tudi kot smo rekli, niso nič regulirane v Sloveniji, kar je katastrofa. Lepo pozdravljeni v novem drugem podcastu Tvoj glas 26. Danes gostim 3 nove nadobudne mlade, in sicer Katjo, Kristjana in Marcela. Lepo pozdravljeni. Hej. Kar pogumno. Ja. Začnemo z trgom dela in glede na to, da je to obdobje, ko vstopate in se vzpenjate. Začnemo vedno seveda z damami. Katja, zate se ti zdi, da je na trgu dela v tem trenutku, sploh ko imamo polno zaposlenost in rekordno nizko brezposelnost, dovolj priložnosti za mlade? Ti si sicer pravnica, počneš pa popolnoma druge stvari. Ja. So možnosti, recimo, pa če ne gledava samo tebe, ampak tudi ljudi, ki jih poznaš, da lahko delaš tisto, za kar si se izobrazil, oziroma tisto, kar te veseli? Jaz mislim, da je možnosti dovolj, ampak da enostavno mogoče mladi pričakujejo jaz zdaj že imam skoraj 7 let delovne dobe, torej nisem več čisto na začetku, tudi 7 let sem SP, tako da v bistvu nikoli nisem rabila prav iskati zaposlitve na tak način, sem si jo nekako sama ustvarila. Ampak meni se zdi, da ne smemo pričakovati od prve zaposlitve, da bo to naša sanjska zaposlitev glede vsega, glede financ, glede delovnika, glede mogoče tudi okolja, v katerem delamo. Jaz sama vedno, ko zbiram recimo naročnike, kliente, vedno gledam na 3 stvari. Torej, eno so finance, drugo je družba oziroma projekt, za katerega se gre, tretja je pa, torej, koliko mi je to všeč delati. In zelo redko je vse 10 od 10. Tako da se mi zdi, da je pričakovano, da prva služba mogoče ne bo najbolj sanjska, ampak nekje moraš začeti in izkušnje moraš nabrati. Kristjan, enako se veliko govori tudi o odhodu mladih, sploh visoko izobraženih, v tujino. Hkrati imamo pa zdaj, mislim, da 16% delovne sile uvožene, bi lahko rekli. Sicer je pa to več ali manj niže izobražena delovna sila. Tudi ti si bil precej v tujini. Ja. Kaj je za mladega človeka glavni razlog, da se odloči, da se bo odpravil, kot bi rekli včasih, s trebuhom za kruhom v tujino, in kaj je ključen razlog, da pride nazaj? Ja, zdaj bom povedal iz svoje izkušnje, ker težko govorim za vse ljudi, ampak moja izkušnja je to, da v Slovenijo imam zelo rad in mi je dežela, kjer se počutim ful lepo. Od narave do tega, da je moja družina tukaj, torej taka izpolnitev, to je moj dom v resnici. Ampak, ko sem bil pa v tujini, pa se druge stvari zgodijo, ne. Recimo socialna varnost v tujini je bila zame bolj tako primerna, oziroma bolj sem se počutil socialno varnega. No. Sploh kaj se tiče mladega človeka, ki želi delati, a ne, koliko mu je to dostopno, ne, da lahko delaš kot mlad človek, ki želi delati. V Sloveniji pa imam občutek, pa nočem biti zdaj tako nesramen do Slovenije, pa kakorkoli, ampak imam občutek, da smo omejeni na področju tega dela. Ne. Vse pa vidiš neko omejitev, ko mlad človek želi nekaj narediti. Ni podpore strani države, da bi v bistvu mladega človeka, ki ima inspiracijo, motivacijo, znanje, v bistvu podprla v njegovem delu. Ne. Marcel, ti pa kljub temu, da si najmlajši tlele v tem omizju, ne samo, da imaš svoje podjetje, celo zaposluješ ljudi skupaj s svojimi partnerji. Kateri so tisti ukrepi, ki jih imate delodajalci na voljo in vam jih daje država in zakonodaja, da najprej dobite primerne kadre, jih obdržite in morda celo koga, Slovenca ali tujca, pritegnete sem? Je kakšen ukrep, ki vam to omogoča, tako da ko se pač zdaj, ko se borimo na trgu svetovno, niti ne več samo Slovenija, Hrvaška, ne vem, Avstrija, Italija, ampak so ukrepi, s katerimi vi lahko manevrirate in ste za to dober delodajalec? Ja, mislim, neki mehanizmi obstajajo, seveda, ne. Jaz bi tu izpostavil en zelo dober mehanizem, je predvsem ta, kjer država pomaga pri kritju prispevkov, kadar se mlada oseba prvič zaposli. To se mi zdi en tak zelo dober ukrep.
Je pa to v bistvu bolj kot ne skoraj edina stvar. Se mi zdi tu, da predvsem govorimo o nekih mladih, ki so strokovnjaki, ki so više izobraženi, in to so kadri, ki pač ne glede na to, da vstopajo na trg dela, še vedno pričakujejo malenkost več in iz nekega finančnega vidika in iz nekega, bi rekel, vidika osebne karierne rasti. In tu bi verjetno neki mehanizmi, kar se tiče same obdavčitve plač, kar se tiče samih nekih spodbud, bi bili zelo dober korak v to, da se take kadre zadržijo. Ker, kot si sama omenila, ne tekmujemo z sosednjimi državami, dejansko tekmujemo z globalnim trgom, in tudi mladi smo vedno bolj mobilni, ni nam problem, da gremo v tujino nabirati izkušnje in je potem na trenutke rahlo težko konkurirati nekim drugim državam, ki pa imajo neke take mehanizme. Ste imeli kdaj težavo dobiti ljudi? Ja, sigurno, to bi se strinjal, da v bistvu ponudbe na trgu dela. Mislim, da je zdaj trenutno res neka taka situacija, kjer je, jaz ko se pogovarjam z drugimi podjetniki, je ogromno nekih takih zelo, zelo dobrih delovnih mest razpisanih, je pa ta bazen toliko majhen v Sloveniji, da je včasih težava dobiti nek dober kader. Katja, ti si sama omenila, da si že dolgo SP. Tvoja ocena tega okolja podjetniškega, zadnjih par let se veliko govori sploh o normirancih, o popoldanskih normirancih, ukinili so DO-je, ki bi bili normiranci, trikrat spremenili sistem, vsako leto je malo drugače. Torej, tvoja ocena tega zakonodajnega, davčnega okvira SP-jev, se ti zdi, da je dobro? Lahko s tem normalno živiš ali kdaj pomisliš, kaj mi je tega treba, grem raje v službo, pa na plačo, pa še regres bom zagotovo dobila. Pa še božičnico. Pa božičnico, pa bolniško, pa vse to, kar SP nima. Ja. Mene v bistvu najbolj moti to, da ni te bolniške, pa potem ljudje radi rečejo, pa saj imate bolniško, po 30 delovnih dneh, to je 6 tednov. Ti moraš biti zelo, zelo bolan ali pa moraš imeti vsaj neko operacijo za sabo, da to dobiš. S tem, da moj fant je enkrat imel primer, ko so mu potem še pozabili bolniško dejansko odpreti, tako da ni bilo nič od tega, še tisto mal. In meni se zdi, da to, ko pravijo, jaz mislim, da se bojijo teh fiktivnih bolnikov, torej da bi nekdo to izkoriščal, tako, ki bi nekdo to izkoriščal, ampak dajmo roko na srce. Vsak, ki je SP, pač mi se trudimo in moramo tudi, da lahko preživimo, da sam lahko osnovne prispevke, ki so vsak mesec višji, da lahko to plačamo, sigurno moramo zaslužiti več kot 20-30 evrov, kolikor bi znašala bolniška na dan. In nam se ne splača biti bolni, zato da kaj na koncu meseca, če si bil bolan 4 tedne, zdaj karikiram, dobiš kaj 400-500 evrov, ok, prispevkov potem ni v tem primeru, ampak 500 evrov, jaz ne morem preživeti s 500 evri, niti osnov življenja ne pokrijem v Ljubljani, recimo v centru mesta. In se mi zdi, da je to nesmisel. Recimo, jaz sem bila prejšnji teden bolna z virozo, cel teden sem imela hudo vročino visoko. Jaz sem delala. Tisto, kar sem lahko od doma, določene stvari, kjer moram biti osebno, ker tudi pač učim ples in tam pač ne morem biti z 39 vročine, sem mogla odpovedati, torej je izpad prihodka. V trgovini, tudi ki jo imam skupaj z mamo, nisem mogla delati, ker ne bom ogrožala svojih strank okrog. Poleg tega bom na koncu meseca prejela enake prispevke kot vsi ostali. S tem, da sem šla sama sebi v minus, da sem bila doma, počivala, kolikor sem lahko, bila na mailih, bila na Instagramih. Hočem reči, meni se to ne zdi fair in tudi ni fiktivnih, ne bi bilo fiktivnih bolnikov. Tako da jaz hočem reči, mene najbolj moti ta stvar glede bolniške. To, da ni regresa, božičnice, se tudi pač ne strinjam, da so nas totalno spregledali. Zdaj pri tej božičnici lahko bi saj, ne vem, prispevke delno. Vse nas je 90 000, ja, velik nas je. Samo jaz rečem, da mi se nimamo časa kregati oziroma protestirati, ker moramo delati. Tako da žal pač. Ampak mene predvsem moti ta bolniška. No. To bi res lahko zrihtali malo drugače. Kristjan, ti imaš pa kar nekaj oblik delovno-pravnih, probo si jih velik, probo si jih v tujini. Kako ocenjuješ te možnosti, kaj vse ti ponuja? Tako status kulturnega delavca, ne vem, društvo, zavod, DO, SP, popoldanski SP, normirani SP. Je veliko opcij, ampak a so take, da pokrijajo vse, hkrati pa da imaš tudi kakšen plus od tega. Zdaj v Sloveniji je tako, greš na iPes in v roku pol ure imaš ti postavljene stvari, ampak človek, dejansko mlad človek, če nima neke podlage finančne ali od staršev ali od koga drugega, ko začne s svojim podjetjem,
tukaj, žal res dela samo in izključno zato, da preživi. Ker dejansko ni mogoče, da bi na tak način, razen če ti res uspe v roku pol leta narediti neko stvar in zalauf, ampak vsi vemo, da nek konkreten plan za neko podjetje potrebuje vsaj 2-3 leta, da se dejansko usposobi in da dela in da funkcionira. Ne. Tako da v Sloveniji jaz vidim, da ta stvar ne deluje, ni podpore. Tudi manjša posojila za ljudi v takšni situaciji bi bile zelo tako primerne rešitve. Ne. Ampak se ne zgodijo. Rešitev je ogromno, ampak pač ne vem, ali nismo mogoče pripravljeni še na to, no, mogoče smo še malo zaprti za te stvari, da bi se zgodile. Razumem to našo majhnost in da zaradi tega moramo biti bolj skrbni do tega, kako in kje, ampak mislim, da v Sloveniji so priložnosti za torej lasten uspeh nekega podjetja težje, kot pa v tujini. Ker recimo v tujini so pa zelo odprti tudi za delo od doma. Recimo, meni ni problem se preseliti nekam stran iz centra in bom imel stroške manjše, če lahko delamo doma in efektivno naredim te stvari, ampak niti v Sloveniji nimamo podprtega tega dela, ki pa se dan danes z mladino in z ljudmi, ki smo mladi, dejansko dogaja, da nam ta stil življenja predvsem paše. Mi smo efektivni. Ste se navadili v času korone, ko ste bili na začetku, da je to nekaj fajn, ne? Mislim, definitivno je fino, ko imaš neko boniteto, ko ustvarjaš in delaš. Ker drugače si ves čas na preži. Ne? In mi v Sloveniji samo delamo. Kako smo dobri. Res, težko rečemo, bom jaz zdaj zadihal za 1 uro. Slaba vest je. Ves čas imaš ta občutek. In nismo daleč stran od Hrvaške in Dalmatincev, kjer oni večinoma dneva spijo. Pa Italijanov, dolče farniente. Siesta. Pri nas tega ni. Vi omogočite delo od doma in kakšne oblike vse, glede na to, da imate nekaj zaposlenih, nekaj imate študentov, mogoče imate tudi kakšnega SP-jevca, verjetno kar nekaj teh možnosti ste pokoristili. Katera je se izkazala za najbolj optimalno in ali imate delo od doma? Ja, mislim, mi nismo tradicionalno podjetje. Ne? Mi smo zelo fleksibilni. Pri nas vse se da dogovoriti, skomunicirati. In se mi zdi, da to je ključ tudi do tega, da so zaposleni bolj zadovoljni, ker ravno to imajo ta občutek, da imajo neko boniteto, da imajo neko možnost. Pri nas je ta efekt obraten, da ravno zaradi tega, ker pač ponujamo to neko fleksibilnost, vsi pridejo v pisarno, delajo v pisarni, ker je ta nek ekipni duh, ekipa je na enem mestu, skupaj gremo čez zmage, čez poraze. Ampak se mi pa zdi tu, da bi mogli delati bolj v tej smeri, no, ravno te fleksibilnosti. Zdaj, ali je to delo doma, ali je to delo v pisarni, da se da človeku to možnost, ker se mi zdi, da to, tako je lepo rekel Kristjan, nek stres v bistvu da dol s človeka. Ne. Pa vsi delujemo pod goji različnimi. Če imaš ti stresne pogoje, ne boš tako efektiven. To je dejstvo. Mi imamo 8-urni delovnik, a mislimo ljudje, da res vsak dan, 8 ur na dan, imamo 100% fokus na nekaj. Mislim, da raziskave kažejo okrog 3 ure, 2 ure, 52 ali nekaj takega. In recimo, če imaš podjetje, a ni škoda po teh dodatnih 4 ur, že človek za polurno ali pa urno pauzo, kjer res ne rabiš skrbeti za to, pa se kasneje vrne, je veliko bolj efektiven. In ta fluidnost podjetij, da odprejo, ker vseeno na koncu smo gotovili, da skupnost je edina, ki deluje. Zdaj podjetje, kakršnokoli je, če skupnost in primarna družina znotraj skupnosti deluje, potem vse deluje. Tudi napake, ki se zgodijo, stvari, ki so težje in vrhunci, to se zelo lepše dogaja v nekem prijetnem vzdušju. Vprašanje za vse tri, če se stanovanje je ena od stvari, ki je največji problem ne samo mladih, zdaj tudi že nekoliko starejših, sploh recimo v Ljubljani pride do nekega približno
kakovostnega stanovanja na približno lepi lokaciji je skoraj da mission impossible. Ti, če se ne motim, si v najemu. Sploh obstaja možnost, glede na to, da si SP, da dobiš kredit in da si v nekem doglednem času kupiš stanovanje. Se ti zdi, da imaš to možnost? Jaz v bistvu bi mogla ravno iti se malo pozanimati glede tega, ker pač se nam skozi spreminja glede na dohodke, glede na letne pač dohodke in vse. Ampak jaz sem enkrat šla čistko malo vprašati par let nazaj, tudi so bili dohodki malo drugačni, ampak vseeno pač in so mi v bistvu namignili v smislu, nekaj bi lahko dobila, ampak bolj v smislu za kakšen avto, kakor za kakšno stanovanje. Ne? Tako da v bistvu mi je bilo to skoraj malo smešen, zato ker si priden, končaš faks, delaš, imaš redne dohodke, imaš dohodke, ki so mogoče višji od nekih čist povprečnih ali pa absolutno niso minimalni, ampak nisi vreden tega zaupanja, torej banke, ne, ker kljub temu, da lahko da tudi hipoteko in vse se zavaruje, ampak jaz v bistvu iskreno povedano ne poznam nobenega, ki bi bil v moje starosti, torej malo čez 30, začetki 30, ki bi imel svoje stanovanje, da bi si ga sam kupil, brez da bi, ne govorim tukaj o dedovanju, da ti starši dajo. Da res kupaš. Da si kupaš s tem, kar si zaslužiš. In jaz ne vem, no, kdo pri 25 letih, pač včasih, ko kdo vpraša, a jaz si v svojem stanovanju, pa si rečem, ja, s čim? A mi poveste, kdo bi, ne vem, jaz sem se odselila od doma že zelo zgodaj, malo čez 20 in povejte mi, kdo ima malo čez 20 prišparan denar, ne vem, pač sploh pri teh cenah, zdaj, ko se dobesedno cene v Ljubljani, jaz ne vem, kam to gre, ampak govorimo o tem, da se cene zvišujejo 100.000 evrov v parih letih. To niti nima veze z nobeno inflacijo in pač to je bizarno, pač jaz ne vem. Prvo, glede na to, da ste vložili denar, kapital v podjetje, gre torej v tem trenutku ves denar v to, ali ostal kaj denarja, ne, pa se mogoče zastavi firmo tudi za kakšno stanovanje? Trenutno ne, no. Trenutno se v bistvu vse reinvestira v firmo, ampak bi se tu pač pridružil mnenju. Tu mislim, da večina mladih, pa tudi vedno več starejših, rešuje neko stanovanjsko problematiko skozi najemniški trg, ki je takšen, kot je, ne. Medtem ko, kar se tiče samih kreditov, pa mislim, da si ti že dosti povedala, no, kakšna je situacija. Ti si dobil recimo kredit? Si šel kdaj probat? Jaz imam nekaj delovne dobe, ko sem delal na osnovni šoli, okoli 8 let. In vedno sem imel nekako tako urejen ta del, ampak ne. Ne, okej. Ne, na Je še hitro. hujše Ne, za jaz bi dobil samozaposlene v kredit kulturi. Je še za hujše en kot malo za nas. boljši mikrofon. Ja, Ja. še to ne. Wow. Sem zanj slišala zgodbo, prosti, ker Ja. prekinjam, ampak Ja. da meni je žalostno, saj pravim, mene so pohecali v smislu za en avto, ne, super, ampak samo zaposleno v kulturi sem pa slišala, da dobesedno ti rečejo, da ti niti za mikrofon v bistvu. Mi je žal, da moram to reči, ampak Ja, v sem glavnem, slišala zgodbe. Groza. Ni to opcija. Pa tudi čisto iskreno povedano, tudi če bi obstajala ta opcija, ne, pa mene je strah tega. Da 30 let ali 40, jaz ne vem niti Vem, koliko ampak to. Strinjam. Ampak plačujem pa Ali pa Jurija plačuješ 300 ne, to pa najemnine. lahko, da Ja, ne. to pa A ne? lahko, ja. Tako da definitivno v vsakem primeru bi bilo boljše. Ja. Ne? Tako, Saj veš, da čez nekaj časa da je je tvoje. tvoje, lahko pod svoje urediš. Tudi imaš lahko- recimo fiksno obrestno mero, veš, Ja. za naslednjih 20 let, kakšen obrok boš imel. Ja. Zajemnino nikoli ne veš. Nikoli. Ne? Pa fino je, če je efektivna. Torej, zdaj smo z neredno službo, nerednimi prihodki, brez stanovanja. Kako se torej spravi k ustvarjanju družine? So to sploh pogoji, v katerih mladi, začnemo seveda žensko, ki ima več prava glasa, ne bomo Ja. rekli, da sploh začneš razmišljati o tem, da bi imel enega otroka, kaj šele 2, kaj šele 3, ker potem pa sploh Ja. ne dobiš kredita. Ne? Ja, to je pol žurka. Ja. Jaz moram reči tako, seveda v prvi vrsti pač mora človek vedeti, ali si želi otroka ali si ga ne želi. In seveda pri ženskah je žal tukaj še tako znana upevana biološka ura, katere nismo vesele. Pa jaz za tebe čisto malo Lahko, zmotim. Sem ena prosim. stvar, ko bi jaz samo dodal še pri družinah, a ne, ko si rekla, Ja. da če hočeš otroke, nočeš. Tudi tisti ljudje, ki jih želijo, jaz mislim, da bi moglo obstajati eno veliko sito, skozi katero bi padli ljudje, kateri lahko imajo otroke in kateri ne. Ja, absolutno, tudi še to, absolutno.
Ampak jaz mislim, recimo moja mami je ravno meni povedala pač svojo zgodbo, ko je ravno takrat izgubila službo, ni imela zares, nista imela z očem takrat fiksnega torej bivališča in tako, in je rekla, bila sem noseča 3 mesece s tabo, izgubila sem službo, nisva vedela točno kje, kako bova, bila sva mlada, torej v naših letih zdaj. In je rekla, lej, če čakaš na popoln čas, tega verjetno ne bo, ne? Ni tega najprej štalca, pol pa kravca, tega mislim, da že dolgo ni več. Ampak absolutno bi pa pomagalo, če bi ti vedel, da si varen, saj recimo v stanovanju, v najemu. Najemnine, tudi kot smo rekli, niso nič regulirane v Sloveniji, kar je katastrofa. Ko jaz pogledam Nemčijo, recimo moj partner, moj fant je pol Nemc in ima pač ogromno stika z Nemčijo in pač tam so ljudje v najemu 20-30 let v središču Berlina za krasne cene in se ne rabijo točno to ukvarjati s tem strahom tega kredita, ker ti ne veš, a boš svojo osebo, recimo, če najemaš, pač če vzameš kredit skupaj z osebo, s katero si ti ne veš, a boš s svojim partnerjem 10, 20, 30 let, kaj šele, mislim, skupaj vse to plačevati. In meni se tudi zdi to grozno, mislim, ljudje ne vemo, a bomo živi naslednji teden, mislim, ako Bog da, jaz se pohecam, ne, ampak meni se zdi tudi to grozen pressing in potem je tukaj še otrok in vrtec, ko vidiš te cene, mislim, ne vem, jaz mislim, da bi pomagalo torej stanovanja, tudi vrtci, nižje cene, vse te stvari, ne vem, ko ti preračunaš vse to, da že zdaj gledaš, a boš prišel čez mesec z vsemi stroški in potem še ta strošek, sej ne smeš tako gledati na otroka samo kot strošek, ampak dejstvo pa je, da stanejo stvari. Imate vi v podjetju kakšne bonitete, kakšne ugodnosti recimo za mlade starše, kakšno ženske, ki imajo male otroke, ne vem, da lahko pripeljejo popoldne, ko je konec vrtca, otroke v službo. Ne, jaz sem imela v moji prvi službi, mi smo imeli 3, 4, 5 otrok vsak dan, ker smo pač delali do 9 zvečer, to smo imeli pol vrtec. Ne vem, pse smo imeli. Imate kakšne take ugodnosti, da so tudi mladim družinam prijazni pogoji? Imamo tekmovanje družini prijazno podjetje, ne? Ste vi morda kaj takega? Jaz rekel, smo fleksibilni, ponujamo marsikaj, ponujate tudi kaj za mlade družine. Ja, zdaj, mi smo v taki zelo specifični situaciji, da res zaposlujemo samo mlade. Poprečna starost pri nas je 24-25 let. Torej še brez otrok. Trenutno še noben ima družine, sicer je v bistvu ravno pred 14 dni šla prva zaposlena na predčasno porodniško, tako da bomo verjetno začenjali počasi s temi koraki, ampak tako sem rekel, ja, naše vodilo je ta fleksibilnost, ali so to otroci, ali so to hišni ljubljenčki, dokler to ne preveč ovira samega poslovnega procesa, da ne ovira preveč drugih članov ekipe, je vse stvar dogovora in se mi zdi, da to je pač ključna stvar. In gremo za konec še na družbeno oziroma socialno omrežje, to je seveda sploh za mlade zelo pomembno in zdaj, odkar je Avstralija prepovedala za mlajše od 16, to še toliko večji hype in boom ratov. Ti si glasbenik, kako pomembna so ta omrežja zate? Verjetno je to en kanal, ki ga 20 let nazaj glasbeniki niso imeli. Je to en dober vir zaslužka? Jaz bom povedal, zame osebno, to ni nekaj, po čemer jaz hrepenim, da bi rabil delati, ampak je pa nekaj, brez česar pa ne morem ostati. Zato, ker je to bolj kot ne večji vir prihodka zame. Imam občutek, da če ali podjetje, ali ne vem, brand, ali kdorkoli dela, če nima na social media ustvarjene neke persone oziroma nekega followinga, kakorkoli, ga ne smatraš kot kvalitetnega. In tu se potem, tu je pa ta iluzija, ne? Se zgodi ta iluzija, ne? Ker je ogromno mladih ljudi in ogromno podjetij, ki uspešno delajo, dobro delajo, kvalitetno, ampak ne vlagajo v marketing na social media in žal zaradi tega ne morejo recimo zablesteti v tem, da bi se zgodil boom. Po drugi strani imaš ljudi, ki ne dajo kvalitete, ampak imajo boom zaradi tega, ker pač pričarajo to vzdušje, da se zgodi, da jih ljudje spremljajo. Tako da zame osebno jaz to potrebujem, brez tega si težko vidim. Je pa res, da je moj odnos do tega, kako jaz to delam, pa potem ta moja integriteta do tudi mojih občutkov, koliko jaz to želim, pa koliko jaz to ne želim. Torej se udejanjim na social media samo v takem
Ja, v taki takih zasedbi, mejah, kjer kot si želiš. Tako, Ja. ker pač jaz zmorem, pa da sem še vedno pristen in da pač poslujem tudi preko tega kanala. Ne. Kaj pa vi, glede na to, da ste predvsem business to business, pač ne rabite zdaj nagovarjati vsakega posameznika, imate to prisotnost, izkoriščate ta plus, ki ga daje, to vidnost, ta obseg. Ne, vi se lahko predstavljate nekomu v Ameriki, včasih je bilo to nepredstavljivo. Uporabljate to s pridom? Ja, absolutno. Sej, tu se pridružujem mnenju. Pač, če dan danes nimaš te prezence na družbenih medijih, v bistvu to takoj načne tvojo kredibilnost. A ne? Ljudje ponavadi, ko gremo preveriti neko blagovno znamko, greš prvo pogledati, ali ima Instagram profil, kdaj so nazadnje objavili, če so objavili lani, ali sploh še to obstaja. Ne, se mi zdi, da smo se kar navadili na to, da če nekdo ni na teh družbenih medijih, da je to mogoče nek alarm, da to podjetje, ta blagovna znamka mogoče ni resnična. Ne. Bom pa rekel to, da mi je pa zelo zanimivo, da se pa občasno najdejo še neka podjetja, ki tega nimajo, ki zelo dobro poslujejo, ampak bi pa rekel, da to so pa res izjeme. No. Da dan danes brez tega, žal. Ti si že zelo dolgo na tem, ne? Ja. Tako rekoč začela si s tem pri nas. Kakšni so pa minusi in pasti tega in ali bi bilo treba tudi zakonsko, sploh glede na to, da imajo vedno mlajši otroci telefone, socialna omrežja, ne ločujejo fejka od realnosti, vedno moderna tehnologija, umetna inteligenca, da lahko naredi mene, pa me v bistvu sploh ni bilo tam. Kaj so pasti in minusi v bistvu vsega tega? Se ti je zdaj zgodilo, da so ti ukradali identiteto, da te je kdo kopiral, da kaj se jim? Ja, jaz sem začela z Instagramom leta 2012 in to je bilo v bistvu samo kot neka podružnica mojemu blogu, ki takrat so bili pač blogi v porastu, oziroma je bil to glavni medij. In potem pa počasi smo začeli videti, kako pač to dela tujina, da dejansko lahko nekaj služiš od tega. In to se je res pri nas počasi razvijalo. Nisem začela z namenom služenja, ampak z namenom, ker sem samo želela se izražati nekje in se mi je to zdelo idealno. Rada sem pisala, fotografirala, delila misli in se mi je zdelo, wow, lej, to obstaja danes. Idealno. Nekdo je direkt zame Ni to samo naredil. več zvezek, tako kot v osnovni šoli, ko si pač zase pisal stvari, ampak dejansko lahko deliš. Tako da jaz mislim, da sploh z leti, torej to je 14 let od tega, ne? Tako da jaz mislim, da z leti tudi sam sebi, tako kot si pač povedal, postaviš mejo. Recimo jaz, kljub temu, da delim veliko stvari, ampak imam tudi mejo. Tudi zelo rada si vzamem vikende off social media, tudi poleti, če lahko, recimo letos sem šla na dopust za 3 tedne in pač sva šla s fantom po Evropi in sploh nisem nič objavila in šele potem 3 tedne, ne, in ljudje so me pogrešali, valjda so mi pisali, Katja, kje si, je tudi vse v redu, da se ti nekaj zgodilo, ne, in sem rekla, sam toliko mi je pasalo, končno, da sem bila sama v svojem momentu in da nisem rabila se obremenjevati z drugimi informacijami. In tako, jaz sem z lahkoto brez social media. No, ampak zelo te, rada, glede na to, da niso vsi tako ne, da se postaviš mejo, racionalni in ne, dejansko dosledni in tudi prešteti, ne, da pač objavljajo samo tisto, kar je za objaviti. Objavi se tudi marsikaj neprimernega. Mladostniki objavljajo videe pretepo, ko se spravljajo na nekoga. Kaj narediti v bistvu, ne bi bilo treba tudi zakonodajno te stvari nekako omejiti, recimo določiti, da se moraš z imenom in priimkom podpisati pod komentar, če želiš zdaj nekoga buljati in ne vem kaj. Je treba tudi zakonodajno to rešiti. Meni se ne zdi slabo to, kar je Avstralija naredila. Pač enostavno zato, ker mladi več ne znajo brez tega živeti in enostavno se mi zdi, da do tistega časa se ti nekako tudi osebnost izoblikuje in če toliko vplivajo te ostale podobe na to, da se ti ne moreš v bistvu nekako avtentično razviti v nekem svojem okolju, v svoji družini, samo s temi vplivi, saj vem, da ne moramo zaviti otroke danes v vato, pač brez teh stvari, ampak vseeno mal bi mogli to omejiti. Tudi objavljanje otrok, jaz sem zelo proti temu. In vem, da marsikatera mogoče mamica, ki služi na ta račun, me jih ne mara, po domače povedano, ampak jaz nimam nič direktno proti temu, samo pač otroci se niso odločili, da se jih bo objavljalo takoj, ko so dojenčki. Meni je grozno, tudi da se takoj služi s tem. Lih rodiš otroka, čez 2 dni prodajaš plenice, dehce. Mislim, dajmo biti malo vsem, ne vem, jaz sem tukaj malo tako stroga. Jaz bi tu povedal v bistvu eno stvar, zakaj meni to ni toliko pri srcu delati, zaradi tega, ker
zelo hitro padem v to igro iluzije, kako so drugi ok in kako Super štima. živijo, vse je fajn. Vse je perfekt. Tudi mi, ki delamo In to, jaz ja, štekam hitro to, pada. valjda objaviš, ne boš zdaj objavljal samo pač stvari, ki so negativne, valjda hočeš ljudem pokazati, kako si vesel, ampak to je nakopičena sreča, ne, in pol. Recimo jaz zase vem, kaj jaz moram narediti. Jaz si moram to omejiti. A ne? In ko si omejim, Si sam tvoj starš, tako. na par ur na dan. Ja, ampak kar sem pa hotel povezati, je pa to, ne, pri otrocih. Jaz mislim, da omejiti, seveda omejiti, ne, ampak omejitev spet nekaj stane otroka. Ne. Je neko brezno bolečine, ker ne more imeti ničesa. Otroke je treba naučiti se sami postaviti v torej svojega starša mora v sebi spostaviti in si reči pač, lej, imam 2 uri na dan, v redu, ampak ostalo pa nimam. In da je on odgovoren za svoj čas, ki ga porabi na Instagramu in na kak način ga porabi. Se mi zdi, da to bi bila lahko kakšna starševska šola, za kako v bistvu otroke pripeljati do tega, da jih ne omejiš, ampak jim pomagaš, da jih naučiš tako kot sebe. Jaz sebe tudi moram učiti. Jaz kak dan, ko sem doma ležim, pa sem bolj Hiter padaš v to. scrollam. Saj vsi lahko. smo vsi na istem. Ampak nočem, ker na dolgi rok čutim bolečino, ker nimam tega, kar imajo ostali ljudje. Jaz pa imam vse možnosti, da imam to, ampak nimam. A ne? Hvala lepa vsem trem, bili smo zelo izčrpni, bili smo zelo zgovorni, pa predvsej smo se veliko strinjali. Jaz upam, da bojo tisti, ki odločajo, poslušali vaše mnenja in v skladu s tem tudi kaj pametnega odločili. Vam pa seveda vsem trem srečno. Hvala. To je bil še en podcast, Tvoj glas 26, vabljeni k ogledu, poslušanju in se vidimo spet kmalu.